1. januar je v velikem delu sveta začetek novega leta. Primeren trenutek torej za razmislek o času. Nenazadnje že zato, ker je z januarjem povezan dvoglavi bog Janus, ki se ozira v preteklost in prihodnost. A če 1. januar ni prvi dan novega leta v vseh kulturah, je razlika med občutkoma, kdaj je naravni začetek leta in kdaj institucionalni, vplivala na vrsto upodobitev še globoko v srednjem veku, obdobju, ki se mu Nataša Golob kot umetnostna zgodovinarka najbolj posveča. Zakaj prav zares ne bi novega leta popogansko praznovali v marcu? Veste, marec je bil v nekaterih kulturah ali pa, če hočete, civilizacijah, pač tisti čas, ki se pravzaprav nekako približuje enakonočju in pomeni, da so potem naravne in astralne sile, se pravi nekaj pozemskega in nekaj večnega, bolj ali manj v ravnovesju in seveda takrat, ko je ravnovesje vzpostavljeno, lahko začneš graditi nekaj novega. Marec je pravzaprav v vseh sredozemskih kulturah in potem tudi na bližnjevzhodnih, srednjevzhodnih, ki so za nas zelo pomembne zaradi tradicije, tako filozofije kot tudi upodobitev, gotovo da pomembne v tem smislu, da je potem tudi krščanski del Evrope to prevzel in je po svoje interpretiral. Pri Grkih pravzaprav tega občutka, da se mora nekaj začeti z marcem kot letom, ki je neka entiteta v tem vesolju, ni tako zelo izražal, ker Grki so velik del svojih stoletij imeli čas razdeljen pravzaprav na najprej 3 hore, to so bile personifikacije letnih časov, se pravi cvetenja, pobiranja plodov in počivanja. Šele pozneje se seveda z razširitvijo tega grškega ozemlja doda še potem 4. letni čas, gotovo da tudi pod vplivom recimo stikov z podalpskimi ljudstvi. Medtem ko v umetnosti, pa tudi potem v rimski umetnosti, zelo prevladuje občutek časa, ki je zapisan recimo v Teokritovih idilah ali pa recimo v Vergilovih Georgikah, čeprav tudi Vergil pozna razdelitev v 12 mesecev, ampak gre pravzaprav za dojemanje tistega, kar je dvogovor med človekom, ki stoji pred tem čudesom narave, časa, svetlobe, teme, počivanja, rasti in umiranja. Mislim, to je tisto, kar je pravzaprav tako strašno bistveno. Če pa ostaneva za trenutek še potem tudi v tem grško-rimskem svetu, bi rada opozorila na eno veličastno rokopisno delo, ki ga poznamo pod imenom Filokalov kronograf za leto 354. Že letnica sama je tako zelo povedna, 354, takrat je že čas uradnega krščanstva. Pa vendar kronograf, ki je v bistvu koledar v sebi, na tekstovni ravni povzema vse praznike, ki so jih imeli še stari italski prebivalci, se pravi ljudstva, ki so se recimo pred 1000 leti naselila po Apeninskem polotoku in jih hkrati že tudi v nekem smislu povežejo z krščanskim dojemanjem časa, ki je pa zaznamovano seveda na eni strani z Kristusovim življenjem, z Marijino zgodovino in to tudi seveda potem pomeni judejsko zgodovino. Ampak ob tem živijo zelo normalno tudi starejši prazniki, recimo kot je praznik žetve 15. avgusta, ki je povezan pravzaprav s tem, da se Cerera Demetra odpravi v podzemlje iskat svojo izgubljeno hči Prozerpino in je recimo to tudi ena taka velikanska prelomnica v dojemanju časa. To je upodobljeno v Filokalovem kronografu, ki ima torej pradavne, tedanje rimske mane, lare, penate, vse, kar si hočete predstavljati in seveda tudi vse elemente krščanstva. Mi smo iz tega časa, ki je pravzaprav sinkretistični čas vsakovrstnih dojemanj, zelo veliko povzeli. Mi imamo še vedno, tako kot je v tem rokopisu, recimo
Saturnalije, praznik, ki se pričenja 17. decembra in se konča potem sredi 7. januarja, praznik svetih treh kraljev, Epifanija. To je čas obdarovanja, čas zbliževanja ljudi. Takrat lahko suženj pride na gospodarjev prag, mu nekaj podari, recimo kakšno prepelico, ki jo je ujel, ribe, ki jih je ujel, karkoli, in potem se gospodar mora z njim igrati. Mečeta kocke, tekmujeta v teku, mečeta kamne in tako naprej. Kdo je boljši? In seveda ga suženj lahko tudi oskubi finančno, lahko si pa izgovori takrat tudi svobodo. Ampak bistveno je recimo to obdarovanje ob koncu leta, ker ta čas je konec decembra vendarle zaznamovan s tem, da se noč dotakne svojega maksimuma in potem se odrine čas spet od teme in gre v svetlobo. Samo za trenutek naj se vrnem k temu obdarovanju v decembru. Spomnite se na freske v Hrastovljah. Tam imate ravno za ta čas upodobitev, ki ni vezana neposredno na personifikacijo ali alegorijo meseca, ampak na običaj, ki je bil v Istri takrat zelo živ, to je dobra roka. Dobra roka, ki je simbolično zaznamovala nagrajevanje otrok, tistih, ki potrebujejo našo podporo, zato so tam narisane recimo suhe fige v peharju, pa lešniki, orehi in tako naprej. To mi še danes vedno poznamo. Ta praznik je pravzaprav zahvala za tisto, kar je bilo dobrega in kar smo užili in nas povezuje tudi pri vseh drugih nalogah, obveznostih. Oprostite, sedaj se bom ker sva majčkeno odtavali, oziroma jaz sem kriva, vrnila k vašemu vprašanju, da niso vedno začetki leta enaki. Recimo tudi Rimljani so pravzaprav s 15. marcem, z marčevimi idami začenjali svoje leto in takrat so začele na eni strani njihove vojske odhajati na vojaške pohode, ampak hkrati pa že pri Heziodu, lepo vas prosim, to je vendar Homerjev sodobnik, imamo zaznamovan ta prelom v marcu. Takrat lahko morjeplovci odidejo, odrinejo od obale, ker se morje utopli, ker so vetrovi šibkejši, ker je seveda to čas, ko se začenja spet trgovina in povezovanje med otoki in med različnimi pokrajinami. Skratka, 15. marec, sredina marca kot začetek je pa zelo blizu spomladanskemu ekvinokciju. Torej ne le, da se leto ne začne vedno 1. januarja, ko sva se pogovarjali pred današnjo oddajo, ste dejali, čas je ljudi od nekdaj zanimal, ampak čas ni le en. In Jacques Le Goff je recimo povzel Maurica Halbwachsa, ki je trdil, da je bilo toliko kolektivnih časov v določeni družbi, kolikor je bilo ločenih skupin, in zanikal, da bi se lahko kakšen poenotujoč čas vsilil vsem skupinam, ter skrčil individualni čas zgolj na stičišče kolektivnih časov zavesti. Kako razmišljati o tem množstvu časov? Najprej je tu gotovo razkorak, že ko danes razmišljamo o dojemanju časa v srednjem veku, potem pa se morda obrneva lahko še k socialnim razlikam. Bi zdaj citirala še vas, ko opisujete sijajni horarij vojvode Berijskega. Damici se sprehajata, kmetje orjejo, sejejo in branejo. Gospoda se zabava na turnirju, kovač popravlja polomljen oklep. Visokorodni parček ljubimka, kmetje hitijo s košnjo in s pravilom sena. Aristokratska družba se sprehaja, kmetje se znojijo ob žetvi, gospoda je odhajala sokoli na jesenski lov, kmetje polijo repo in orjejo strnišče in tako naprej. Zdaj sem odprla kupico vprašanj pravzaprav. Sijajni horarij vojvode Berijskega je navsezadnje nastal, reciva v 2. desetletju 15. stoletja, zaradi tega, ker to ni delo, ki bi nastalo od 15. marca do 15. avgusta. Sploh ne, čeprav je ikonografijo določal ravno Jean de Beri, ki je vse to vendarle
občutil. In to je navsezadnje tudi refleksija tega časa, ko nastane zelo veliko literarnih del, kjer je prisotna misel o tej razplastenosti družbe in tudi navsezadnje o družbeni pravičnosti. Ta sijajni horarij vojvode Beriskega je pravzaprav najbolj neposredna kritika nekega neravno pravičnega razmerja med zgornjim in spodnjim slojem, ampak je hkrati vpletena tudi v celo vrsto pesniških del, ki jih do tega časa že poznamo, recimo tukaj sta Cene della Chitarra, Guidone d'Arezzo. Eden piše recimo o tem, kako je januar prekrasen, ko se vse blešči v zmrznjeni svetlobi sveže zapadlega snega, ko se lahko gre gospoda kepat in tako naprej. To imate tudi upodobljeno recimo na Torre dell'Aquila v Tridentu, ampak drugi mu odgovarja, ja, seveda je sneg, seveda je veter, seveda je ta bleščava zmrzali, ampak kaj ti to pomaga, ko ti skozi vsako špranjo tvoje uboge kolibe brije veter in zmrzuje vse okrog tebe, kako boš pričakal pomlad, ne? Se pravi, to so vendarle misli, ki obstajajo v tem času že več kot stoletje v tej izobraženi, kultivirani, literarno bogati Evropi. In to najdemo po svoje tudi potem v teh upodobitvah ciklov mesecev. Pojdiva tudi še v kakšne starejše, recimo v upodobitve mesecev v liturgičnih knjigah. Vsaka liturgična knjiga mora imeti na začetku koledar. In v teh liturgičnih knjigah so tudi upodobitve revežev, kmetov, včasih v razcapanih haljah in tako naprej, pa tudi gosposke, zlasti mesec maj, to je čas sokolarjenja. Kdo, če ne mlad grof, ki je v lepi obleki s sokolom na svoji usnjeni rokavici, bi to bolje zastopal? Kdo bi recimo bolje zastopal visoki sloj kot upodobitve meseca decembra in januarja z gostijami, kjer se zberejo vsi v svojih najboljših oblačilih. Ampak imamo pa seveda potem tudi celo vrsto upodobitev teh revežev, tako da ta plas upodobitev se začenja nekako pravzaprav vsaj potem, ker imamo ohranjenega vsaj okrog leta 1000 in doseže svojo kulminacijo, če hočete, bolj proti koncu srednjega veka, to je Palazzo Schifanoja v Ferrari, kjer je pravzaprav upodobljen tudi napredek kmetijstva, pogovora človeka, ki obvladuje naravo z tem, kar mu narava lahko nazaj vrne. Največ je pa teh upodobitev na reliefih gotskih cerkva, ki so, pač Ervin Panofski je rekel, da je to okamenela scholastika, ampak v redu, to je poetičen izraz, vendar na kamnitih reliefih, zlasti francoskih in nemških katedral, pa potem tudi italijanskih, ne, tam je tega zelo veliko, ne. Tam najdemo 12 mesecev vedno v nekem krogotoku, ki pa je podrejen vendarle krščanskemu pojmovanju časa in teh velikih prelomnih praznikov v naši srednjeveški družbi. Pa je v tem smislu kakšna razlika opazna pri upodobitvah, ki jih omenjate v cerkvah in pa recimo knjižnih delih, namenjenih za višji sloj v tem prikazovanju časa? Pri teh cerkvenih upodobitvah je vedno bilo prostora, tako bi rekla, za aksiomatsko upodobitev nekega meseca. Za aksiom o tem, kaj je leto, kaj je čas, kaj je večnost, kaj je vesolje. Tudi take upodobitve imamo, ne. Medtem ko v upodobitvah, kot je recimo sijajni horarij vojvode Beriskega, gotovo eden najbolj znamenitih rokopisov, iluminiranih rokopisov tega časa, ne, je pa poudarek pravzaprav na
odrski postavitvi vsega življenja, od najbolj spodnjega sloja do najbolj prominentnega, ne nazadnje, vsako od teh upodobitev spremlja 12 grajskih arhitektur, ki so kulisa nekemu neizmernemu bogatstvu. Jean de Berry je imel 12 velikanskih gradov. Zdaj si pa predstavljate, če je od enega do drugega recimo potoval, pa je imel na vozu v svojem pratežu, je imel 40 vozov samo za tapiserijami, za bivanje v naslednjem gradu. Kaj nam to pove? Kako pa se upodobitve mesecev, čemur ste se posvečali tudi v svoji magistrski nalogi, ki je bila prelita v knjigo, kako se te upodobitve umeščajo v kontekst upodobitev časa? Namreč, če vas spet citiram, čas je težko zagrabiti za brado, mesec je verjetno lažje. Nenazadnje se ustali v njih podoba časa kot naravnega delovnega ritma, kot ritma, ki ga določajo pobožanjene astralne sile in kot ritem na zemlji prisotnih bogov. Torej na neki način vseobsegajoči, pa tudi bolj na neposredni izkustveni ravni prisotni vidiki minevanja časa, kot je spreminjanje narave, opravila, ki se spreminjajo s tekom mesecev. Kako je to v primerjavi z upodobitvami časa? Takole bi rekla, predvsem imamo, če nadaljujeva z to družbeno razplastenostjo, pravzaprav čas kmetovalcev, to je naravni čas. Ne? To je tisti čas, ki ga ne moreš zagrabiti za brado, če tako rečem, in ga določa potem pač to, koliko je padavin, koliko je sonca in tako naprej. Ta čas je pravzaprav vedno podeželski čas, ki je tudi zelo narativen in zelo neposreden. Na drugi strani imamo, vsaj v času krščanstva, tako imenovani liturgični čas. Ta je določen z posameznimi dnevnimi obredi, se pravi mašami in tako naprej, ali pa tudi v krogotoku celega leta. Ne? In ta liturgični čas ni posebno natančen. Ure dneva določa pravzaprav ravnanje po sončni uri, ki pa, roko na srce, sami vemo, ni najbolj zanesljiva. Ne samo zaradi tega, ker ni vedno sonca, ampak tudi zaradi tega, ker so dnevi daljši in krajši. Je pa ta liturgični čas zelo pomemben zaradi tega, ker usklajuje vse to krščansko občestvo srednjega veka v nek skladen ritem. No in potem imamo pa seveda z 12. stoletjem pa tudi še en koncept časa, to je pa tako imenovani, jaz temu rečem vsaj, mehanski čas. Poglejte, od leta 1160 naprej imamo ohranjeno najstarejšo uro na uteži. To je mehanska ura z koleščki, tiktaka, ropota, vse, kar hočete. In v nasprotju recimo z liturgičnim časom, ki določa tudi postni čas, pa čas vzdržnosti, pa čas nedeljskega počitka, je ta mehanski čas pravzaprav zelo nenaklonjen človeku, ne ozira se na nič. Tukaj so kolesa, ki določajo, kaj se bo kdaj delalo in kako, in to je predvsem čas, ki zaznamuje ritem v mestih. Naenkrat se recimo že kmalu po letu 1200 pojavi sredi mesta tudi tako imenovana mestna ura. Ne? Takrat jo še pravzaprav tako ne imenujejo, ampak vendar je to tisto strašilo, ki ropota. Ne? In ta mestna ura naenkrat postane, ali pa zlagoma postane vendarle instrument za ekonomsko, družbeno in politično povezanost vseh ljudi v nekem mestu. To je nekaj, kar napoveduje ne samo skladnost opravil, dela, povezovanja različnih skupin pri skupnih nalogah, recimo graditev jarkov, obzidja in tako naprej, ampak napoveduje
že naslednjo dobo, to je zgodnja industrijska doba, kjer pa morajo vsi delavci priti ob določenem času vendarle na svoje delovno mesto. Mestni čas ali pa, če hočete, ta mehanski čas, to je nekaj, kar spada v domeno trgovcev in oblastnikov. In zato ta čas velja samo za svetne in laične skupnosti znotraj mesta, ne vpliva na skupnosti na podeželju. In lahko rečemo, da je tukaj se pravzaprav zgodil en velikanski antropološki prekret, nek prepad med starejšim naravnim dojemanjem časa in vsem tem, kar se sedaj z razvojem mehanike zgodi. Hkrati pa je ta pojav mehanskih kompleksov strašno vplival tudi na pojmovanje v teologiji. Recimo Heinrich Suso napiše traktat Horologium Sapientiae. To je torej predstavitev razvoja znanosti in povratnih informacij na človeka. In upodobitve, naslovnice tega njegovega traktata, to so fenomenalne stvaritve, iz katerih lahko do zadnje zagozde rekonstruiramo te velikanske, tudi 3 nadstropja, visoke in obsežne strukture iz lesa in iz kovine. Ta mehanski čas sem želela tudi sama omeniti, o tem piše Jacques Le Goff in mislim, da v suknarskem delu. Možno, ja. In mi je bilo zanimivo, ko sem o tem brala, se je zdelo, kot da kar slišimo mantro današnjih dni, čas je denar. In ta nadzor, kdo je tisti, ki določa čas, opisuje potem, usporeja cerkveni zvon in potem zvon, ki določa delo, ki sta si v nekem nasprotju, ne vedno, ampak tudi. In tudi cerkev je najprej preganjala trgovce, češ da poslujejo s časom, ki je v domeni Boga. Se res odpirajo zelo ključna vprašanja, kdo je tisti, ki nadzoruje čas. Je to cerkev, je to delodajalec, je to nenazadnje vladar. Pozabila sem, kdo je določil, da morajo vse ure biti uravnane po vladarski uri, mislim, da v Parizu. Pozabila sem pa primer. Torej, res, kdo je tisti, ki določa naš čas? A smem za trenutek stopiti še nazaj k tistemu pravzaprav naravnemu času in temu krogotoku dogajanja, ki ga pa latinski srednji vek prevzame v precejšnji meri od helenističnega, kjer imamo te krožne upodobitve. To je dediščina Ptolemaja in vseh teh matematikov, astronomov, če hočete tudi astrologov. Zadnje, da smo si na jasnem, astrologija je bila v srednjem veku visoko spoštovana znanost. Tisti, ki se je ukvarjal z astrologijo, je bil recimo na isti ravni, kot bi danes bil en strokovnjak za kvantno fiziko. Ne moreš mu reči, da karkoli ni prav, tudi navsezadnje astrologija je v sebi povezovala zelo različne discipline, od skrajno natančnih, kot je matematika, geometrija, do tega senzibilnega odnosa do človeka, do vesolja, do zvest. In tukaj pa pridemo do česa? Do tega, da je človek postavljen v sredino nekega kroga, ki zaznamuje, ali pa mandeljaste oblike, ki zaznamuje gibanje nebesnih teles in hkrati vzporedno z temi nebesnimi telesi tudi potem zodiakalnih znamenj in seveda 12 mesecev in človekovih opravil. Rešitve tega so zelo različne. Rada bi se ustavila za trenutek pri zelo pomembni knjigi, ki je bila tam okrog leta 547 napisana v Aleksandriji, poznamo jo kot Topografija Kozme in Dikoplevsta, ki ima upodobitev časa in vesolja sestavljeno iz tega, da sta Zemlja in bivanje na Zemlji zaznamovani s strmo goro, na katero ne bi se človek v svojem prizadevanju povzpel. Vse naokrog se pa potem po sferičnih poteh gibljajo različna telesa. In ker je to že krščanski čas, seveda potem
imamo tukaj, nimamo več genijev, ki pripadajo ali pa daimonas, ki pripadajo antičnemu vzhodnemu Sredozemlju, ampak imamo angele, ki so ravno tako manjša božanstva in nosijo v rokah sonce ali zvezdo in ponavadi prihajajo v parih. Eden ima zvezdo dneva, drugi ima zvezdo noči in tukaj so te podobe potem tudi usklajene s tem, da vendarle imamo daljše noči po zimi in daljše dneve v poletju. Ker se počasi izteka čas za najin pogovor, bi se obrnila še k upodobitvam 2 mesecev. Na začetku ste že govorili o motivu dobre roke v Hrastovljah, torej govorimo o decembru in januarju. Mislim, da je bila dobra roka povezana z januarjem. Druži pa ta 2 meseca oba gostija, praznovanje, med drugim je pa januar tudi mesec refleksije časa. Vanda Albertis Pruma je v Martirologiju zapisal, da je ta mesec imenovan po Janusu in njemu posvečen, z njim se zavemo minevanja, z njim se staramo oziroma sivimo, čeprav je to čas slavi in gosti. To je čas, ko leto stopi na hišni prag in nas opomni, da se je treba dobro oblečen greti ude pri ognju. To pa mislim, da ste vi zapisali. Veste, v srednjem veku so se strašno radi igrali z besedami, ki so neposredno povezane, recimo zvokovno, z tistim, kar želijo potem vsebinskega naprej povedati. Ne. Januar je mesec, ki je na Janua Portis, ne, se pravi, stoji na pragu 2 svetov, januar. Recimo april imenujejo v svojih ponavadi distihih kot mesec, ki je aperilis, se pravi tisti, ki odpira vrata pomladi in lepemu času. Hkrati pa bi rekla, da je tudi v uvodih je velikokrat zaznamovana misel o tem, kako je čas lahko pravičen, lahko je krivičen, lahko je samo nadnaravna personifikacija, ki ima krila, ki pravzaprav plahota nad vsem našim življenjem. Lahko je oseba, ki ima 3 obraze, s katerim gleda v preteklost, prihodnost in zre v nas v sedanjosti. To je lahko tudi Kronos, čas, ker to je vendarle grška beseda, ki je hkrati tudi grški bog kot Saturn, ki je pravzaprav maščevalen, ki ne prinese nič dobrega, ampak to ne prinese nič dobrega zaradi napak ljudi. Mogoče še kakšen primer upodobitev decembra in januarja? Upodobitev decembra in januarja v tem smislu je seveda zelo veliko in samo spomnite se recimo, na francosko portalno plastiko Autain Vezle ali pozneje tudi Notre Dame v Remsu v Parizu, kjer imamo januar pravzaprav upodobljenega kot osebo z 2 obrazoma. Največkrat se pa potem tam od 12. stoletja naprej december konča na zelo žalosten način za pujse, ki pa seveda nekaterim prinese določeno zadovoljstvo in so mastnih ust, kakor bi rekli. Ne. V našem času imamo seveda tudi veliko spomenikov, ko so meseci imenovani z slovenskimi imeni, ne, in recimo za december je ponavadi napisano, da je to Gruden, za januar, da je Prosinc, ampak Martin iz Loke, se pravi iz Škofje Loke, je tam leta 1466 v koledarju za gospode z Brda, in ta koledar je napisal v kombinaciji slovenskih, latinskih in nemških besed. Vsak mesec predstavil tudi s tem, kar je bilo takrat zelo pomembno, ne, če se rodiš v tem in tem mesecu, te čaka taka in taka usoda. Ne.
In seveda recimo za december je potem rečeno, da tisti, ki se rodi decembra, ta bo močan, ta bo vladar, ta bo imel vedno vsega dovolj. Tisti, ki se rodi v januarju, je pa človek, ki sabo prinese svetlo dušo in ga čaka veliko dobrega. Pa imamo spet dan, ki raste, tako kot raste otrok, svetlo dušo, rojen v mesecu januarju.